pozdravljeni. Moje ime je Mihael Žmahar in ravnokar sem se sprehajal po tej čudoviti obali, obmorski obali, in sem zagledal tole hišico, katero uporabljajo reševalci, da ljudem pomagajo, kolikor imajo težav v vodi. In se mi je drnala ena zelo zanimiva sugestija oziroma ideja. Spomnil sem se, koliko velikokrat si ljudje želimo rešiti določene težave ali izzive v svojem življenju, pa jih ne znamo. Zato vam bi rad danes jaz s parimi kratkimi nasveti, zelo dobrimi nasveti, pomagal rešiti nekatere izmed vaših težav, pomagal vam bi rad, da boste znali prepoznati, na katere stvari se osredotočiti in kaj je tisto, kar lahko vi v dani situaciji dejansko naredite. In če boste te kratke nasvete dejansko upoštevali in aplicirali v svoje življenje, vam bom s njimi lahko dejansko pomagal splavati iz vode, kot počnejo reševalci. Torej, reševalna akcija številka 1. Kako vemo, kje je vzrok naših težav? Ko ljudje zapademo v težave, ko ljudje dejansko, po domače povedano, bom kar povedal, zabluzimo, takrat se v našem življenju pojavi ena ogromna zmes mešanih občutkov, misli, dejanj, in dejansko večina ljudi je v takih situacijah zelo zmedenih. Zdaj pa kako v množici strahov, negativnosti, pričakovanj, jeze ali pa kakršnikoli drugih čustev najdete, kje je tisti vzrok, ki vam meša štrene. Dejstvo je, da delujemo ves čas na ogromno področjih v življenju, da hodimo v službe, da nekateri imate otroke, da imate podjetja, da se ukvarjate z hobiji in tako naprej. Istočasno igrate ogromno vlog, igrate vlogo očeta, ali pa nekateri so mame, ste brat, ste sestra, ste sodelavec, morate biti dober sosed. Kje najdete vzrok? Kje je tista stvar, ki vam dejansko ni uravnovešena v vašem življenju? To je eden izmed razlogov, ker je prevelika količina stvari v življenju, preveč informacij, preveč impulzov, zaradi katerih smo živčni in ljudje se mi izgubijo. To se pravi, prva stvar, ki imate izziv v življenju, umirite se, ustavite se, globoko zadihite, pejte ven iz težavnih čustvenih stanj, popijte kozarec vode, pejte na kavo s prijateljem, da se pomirite, pejte v kino. Vedno, ko se ljudje soočamo z reševanjem težav, moramo to začeti reševati iz točke miru. Se moramo čustveno, miselno, mentalno umiriti. Mi ne moramo razrešiti kvalitetno neke stvari, če smo živčni. Mi ne moramo poiskati, katera je tarča, v katero bomo smerili reševalno energijo, okolikor je ne znamo locirati. In če hočete vi dejansko z lokom, naprimer, locirati za te tarče, morate biti mirno roko, morate biti prisotni v trenutku, morate vso zbrano energijo skoncentrirati tukaj in zdaj, da lahko začnete reševati. To je prva stvar. Ne begati okoli in ne se ozirati na vsako stvar. Tukaj in zdaj, prva točka, ki vam bo dejansko pomagala, da boste sploh ustvarili osnovno predispozicijo, da boste lahko razrešili težavo. Reševalna akcija številka 2. Rad bi vam zdaj pokazal en osnovno oziroma en izmed najpomembnejših korakov, zaradi katerih boste lahko dejansko začeli reševati svoje izzive. Nujno morate ločiti, kaj so posledice in kaj so vzroki. Kar jaz opažam, ko se ljudje soočajo s težavnimi situacijami v življenju, je ta, da se preveč ljudi ves čas obeša oziroma rešuje svoje posledice. Posledice morate v določeni fazi razrešiti, da lahko sploh začnete normalno funkcionirati, ampak tisto, kar bo resnično razrešilo vaše težave, so vzroki teh težav. A veste, če ste vi živčni ali pa če ste vi nervozni, ne bo posledica, da boste šli, ne morate ozdraviti tega na ta način, da boste šli domov pa veliko čokolade pojedli. Pa rekli, kako se fajn počutim, ko sem dobil pa šus sladkorja direkt v kri. To je zdravljenje posledic. Mi dejansko moramo ugotoviti, zakaj smo mi živčni. Mi moramo štartiti ugotoviti vzrok. In ko boste naslednjič v situaciji, ko boste imeli izziv, začnite ločiti, vzamite 2 lista papirja, na enega napišite, kakšne so posledice, to so vsa vaša miselna, čustvena stanja, kakršnekoli občutki, ki jih čutite v telesu in včasih celo že potem ustvarjanje posledice v resničnosti, kot so naprimer izguba službe ali pa ločitev. To so posledice. Na drug list pa napišite vzroki, kaj so bili pa vzroki, ki so vas pripeljali do teh posledic. To so pa lahko slab odnos, to so lahko nezadovoljstvo, to so lahko nerazrešene pretekle skrbi, to so lahko travme iz otroštva, to so lahko nepravilne misli, ki jih imate ta trenutek, to so lahko nepravilna akcija ali pa fizično delovanje. To se pravi 2 lista, vzrok, posledice. To se pravi vaš drugi korak.
Veliko krat pa opazim, da ljudje si mogoče želijo na neki ravni sebe razrešiti težave, ampak ne najdejo vzroka. Včasih pride človek k meni in reče, pa se vem, da nekaj delam narobe, vem, da se čudno počutim, ampak res ne vem, kje naj iščem, ne vem sploh, kje naj začnem. V tem primeru, ko dejansko po neki introspekciji, kot sem vam v drugem koraku priporočal, če potem še vedno ne boste mogli organizirati svojih misli, osnovnih misli, osnovne energije, da bi lahko sploh začeli svetovati, vam mogoče priporočam, da vprašate kakšnega človeka, ki vas resnično dobro pozna, to je prvi pogoj, in drugi pogoj, da je resnično iskren z vami, da vam mogoče on predstavi svojo perspektivo. Razlog, zakaj ljudje dostikrat obtičimo v neki situaciji v življenju, je zato, ker jo gledamo samo iz svoje perspektive. Veste, če ste vi v eni perspektivi, potem imate samo ene informacije o stvari, ki jo opazujete. Ena izmed stvari, ki jo velikokrat učim na svojih tečajih ali delavnicah, je, da spodbudim ljudi, da ko pridejo v težavno situacijo, naj vedno zajamejo več perspektiv. Naj se najprej postavijo v svoj položaj, to se pravi prvi zaznavni položaj, potem bi bilo pa dobro, da se postavite v položaj tretje osebe in iz tretje osebe objektivno pogledate svojo situacijo daleč. Na ta način vam lahko pomagajo vaši prijatelji, ali pa vaši starši, ali vaš partner, ali pa pač kakšna oseba, ki vam zelo veliko pomeni v življenju in je iskrena. Skratka, na ta način boste dobili objektivne informacije, ki niso zmešane s čustvenimi informacijami, kakršne imamo ponovadi ljudje, ko smo v nekem trenutku v težavah. In ko dejansko pogledamo stvar objektivno, takrat začnemo dobivati objektivno sliko, na podlagi katere pa lahko naredimo objektivni načrt. Tako naprej. Tretja reševalna akcija. Kako lahko uspešno odpravimo vzroke, da se moje težave ne bodo več ponavljale v prihodnosti. Mogoče vam bi dal tukaj en nasvet, da bomo zadevo šli iz kontra smeri. Zdaj, opazili smo, da veliko ljudi težko že v začetku najde vzrok, tudi da gremo operirati najprej s posledicami, pa bomo iz druge smeri prišli do vzroka. Prva stvar, ki vam bi jaz priporočal, je, da ko dejansko vidite na listu papirja, to se pravi na drugem koraku, ko ste delali, katere so vaše posledice, da spremenite miselna stanja in čustvena stanja, ki jih pač imate v tem trenutku. Če boste vi začeli počasi spreminjati miselna stanja, čustvena stanja, vedenjska stanja, svoje kognitivno delovanje, potem boste dejansko začeli spreminjati istočasno vzrok. To se pravi, to je prva stvar. Druga stvar je, da ponovadi ljudem svetujem, da spremenijo svojo resničnost. Zakaj? Če vi spremenite svojo resničnost, z njo istočasno spremenite vzrok, zato ker vaša stara resničnost je dejansko istočasno tudi hranilna prst, v kateri je posvejan vaš vzrok. Če imate zelo težavno situacijo v življenju, je zelo pomembno, da svoje življenje šokirate oziroma svojo resničnost šokirate na ta način, da spremenite z nekimi zelo velikimi koraki, katerih mogoče do zdaj niste bili navajeni. Primer, če imate zelo močno težavo v odnosih, vam bi mogoče priporočal, da se za par dni umaknete na samo. Da res spremenite okolje, spremenite svoj naravni, svoj vsakdanji ritem, spremenite svoj naravni način delovanja in dejansko s to ogromno spremembo začnete toliko deliti o svoji resničnosti, da začnete opažati oddaleč, kar smo tudi prej omenili v drugem koraku, kakšna je vaša resničnost. Naslednja stvar, ki vam bi priporočal, je, da dejansko zaposlite svoje možgane. Svoje možgane zaposlite pa zato, ker so vaši možgani tisti, ki bodo razrešili vašo situacijo. Ljudje prevečkrat polagajo svojo situacijo v roke drugih ljudi ali pa iščejo neke situacije zunaj sebe. Ne, vaši možgani so vaši prijatelji. Vaši možgani so tukaj zato, da služijo vam. In verjamete, če so vas spravili v neko težavo, potem vas lahko tudi spravijo iz nje. In če imajo vaši možgani, če so vaši možgani vzrok, zato da ste nekje zabluzili, verjamete, imajo tudi načrt, kako prideti ven. V teh primerih ljudem vedno svetujem, da naj začnejo raziskovati informacije, ki so jim na voljo. To so prve informacije, druge informacije, intuitivne informacije, ki jih imajo. Prva stvar, informacije, ki jih lahko dobite, so pri ljudeh, ki dejansko z svojim delom pomagajo reševanje težav drugih ljudi. To so razni strokovnjaki, naprimer jaz se ravno z tega namenom delam svoje delavnice in seminarje. Naslednja stvar je, da lahko najdete ogromno močnih učiteljev, ki vam bodo dejansko pomagali razrešiti na psihološki ali celo psihiatrični način vaše izzive. Potem so tukaj odlična meditacija, tečaj meditacije, kjer se boste naučili poglobiti v sebe sami doma, takrat, ko boste imeli čas. Tehnike resnično ogromno, so tehnike razreševanja preteklih življenj, so tehnike razreševanja otroških izzivov, so tehnike razreševanja vedenjskih težav. Resnično tukaj morate prevzeti odgovornost, da boste dovolj radovedni, da boste našli tisto, kar je za vas pravilno.
Tukaj vas bi rače na eno stvar opozoril, ne letati okoli kot kura brez glave. Doskrat ljudje, ki zapadajo v težavo, postanejo občutljivi in takrat nasedajo raznim marketinškim strokovnjakom, ki jim začnejo prodajati stvari neiskreno, da vam pomagajo, ampak zato, ker si želijo oni zaslužiti. Tukaj morate prevzeti odgovornost zase, zato da boste dejansko znali ločiti, to so ljudje, ki vam želijo pomagati in to so ljudje, ki pač delajo tisto, kar delajo zaradi sebe. Prav, to je čist nek moj nasvet, ki sem se ga jaz naučil, ker sem opazil, da v bistvu imam na voljo različne informacije, ampak da niso dejansko vse pravilno za mene. Najti informacije, ki so pravilne za vas. In naslednja stvar, začnite se v življenju zabavati. Zakaj je to tako pomembna informacija? Pomembno je zato, ker takrat, ko se mi zabavamo, ko se vi zabavate, začnete širiti srčno energijo, ki je dejansko ugodna, ki vas dejansko spodbudi, ki vam da motivacijo, ki vas pelje naprej, ki vam da ti zagon, ki ljudem pomaga živeti. In ljudje se premalo zabavamo, to je dejstvo. Veliko ljudi je zabluzili v svojih službah, so ujeti v svoje urnike, so ujeti v stvari, ki si jih ne želijo delati in čas za zabavo dejansko ves čas odlagajo. Nehajte odlagati čas za zabavo. Čas za zabavo je veliko bolj pomembna stvar, ko si večina ljudi sploh misli. Ko se boste začeli resnično zabavati, ko boste dali svojemu notranjemu otroku možnost, da se izrazi, takrat se vam bo sprožila kreativa, ki vam bo pomagala veliko hitreje organizirati, razrešiti svoje življenje in dejansko ugotoviti, kaj je tisto, kar si vi želite. Ne bodimo realni. Ljudje zaidemo v težave takrat, ker ne delamo tisto, kar si mi želimo. Zato, ker naša duša nas nikoli ne bi peljala v težave, če bi mi hodili po njeni poti. Mi zaidemo v težave, ko hodimo po poti ega. To se pravi, uravnajte svoj ego, evoluirajte svoj ego, poiščite informacije, ki jih potrebujete in so prave za vas, začnite se zabavati in potem se bodo zadeve začele veliko hitreje reševati. In sedaj nas čaka še četrti, zadnji korak reševalne akcije, kateri nam bo pomagal dejansko zadeve zaključiti. In v njem bomo obdelali sledeče. Kako je saniranje posledic nečesa, kar je že nastalo, in pa ali smo lahko v resnici sploh kdaj povsem brez težav. Če boste začeli delati tisto, kar sem vam svetoval v tretjem koraku, se vam bo posledice začele sanirati avtomatsko. Preveč ljudi se želi sanirati posledice načrtno. Posledica je spet posledica vzroka in če se mi ne obremenjujemo preveč s posledico, ampak se osredotočamo na vzrok, potem se posledica razreši samo od sebe. Tako da s tem delom koraka nimate preveč izzivov. Naslednja stvar je pa, kako smo lahko v resnici sploh kdaj povsem brez težav. Nikoli ne boste povsem brez težav, zato ker težave oziroma izzivi so del našega učnega načrta, so del naše rasti in mi moramo biti včasih na tleh, da lahko začnemo ceniti. Takrat, ko smo na vrhu, mi moramo poznati obe perspektive življenja, da se lahko prav odločimo in kako naj jaz vem, kako izgleda svetlo, če nisem nikoli bil v temi. Tako da mogoče bi bilo dobro, boljše, da spremenimo odnos do težav in da začnemo težave gledati kot lekcije, kot prijatelja, ki je prišel v naše življenje zato, da nas nauči nekaj novega in nam predstavi novo perspektivo, ne pa kot sovražnika, ki je tukaj zato, da nam bo zagrenil življenje. Torej, vaše težave, vaši izzivi so v resnici vaši prijatelji, ki vam pomagajo, da ste lahko vi boljši človek in da lahko postanete vi človek, ki je zmožen graditi svoje življenje in ga peljati v tisto smer, katero se želi. Upam, da so vam ti koraki reševalne akcije pomagali, verjamem, da boste lahko s temi koraki skakali v vodo in potem tudi plavali v vodi in se potapljali in prišli normalno ven in dejansko uživali v življenju, kar življenje dejansko je namenjeno za to. Verjamem, da boste lahko od tega potegnili najboljše in tisto, kar vi potrebujete. Tisti, ki si želite več informacij, jih najdete na moji spletni strani www.mihaelzmaher.si in želim vam lep dan in prijetno plavanje. Adijo!